Sred noči se je zbudila in rekla, z njo nekaj ni v redu. In sta šla s tem njenim možem, mislim, da skupaj do njene bajte, je imela odprta vrata, odklenjena in je ležala ta starejša gospa tam na tleh. Wow. A ti to resno? Čau, jaz sem Nina. Čau, jaz pa Maša. In dobrodošli v novi epizodi podcasta A ti to resno? Ok, se pravi, to, da objavljava enkrat na mesec, zdaj po ta novem, verjetno že veš, zaradi male preureditve, zato ker sem jaz šla v Ameriko. Ja, zdaj na tej točki že v Ameriki sem pač vnaprej snimava zadevo. Tako, vnaprej snimava zadevo, grem pa v bistvu čez en teden. Tako da to, zdaj pa mislim, da je kar najboljš, da se lotva. Ja, tale epizoda bo v bistvu namenjena sam zgodbam poslušalcev, nekaj smo jih dobili že nekaj časa nazaj in pač se nam zdi prav, da posvetva eno epizodo kar samo temu. Tako da ja, Maša, boš ti kar začela? Tako je. No, daj. Sestra mi je uničila poroko in vsi pravijo, da pretiravam. Oh, wow. Z možem sva poroko planirala skoraj 2 leti. Nisem hotela nič pretiranega, samo lep dan, kjer bom jaz za spremembo enkrat v centru pozornosti. Moja starejša sestra je bila vedno ta glasna, ta posebna, ta dramatična. Zmeraj se vse vrtelo samo okoli nje. Okay. Končno imam lahko en dan zase. Moj dan. 3 dni pred poroko me je poklicala in povedala, da je noseča. Čestitala sem ji. Potem pa je dodala, na poroki bova vsem povedala, ker bodo itak vsi zbrani. Rekla sem, da bi mi res veliko pomenilo, če bi lahko počakala kakšen teden, nočem izpasti sebična, ampak je to edini dan, ki ga imam samo zase. Seveda je bila užaljena, a se je presenetljivo hitro, brez večjega pregovarjanja, strinjala. Okay. Na poroki je med večerjo vstala, potrkala na kozarec in rekla, da ima še eno veselo novico. Joj. Vsi so vstali, ploskali, jokali. Moja mama je jokala bolj kot med mojimi zaobljubami pred oltarjem. Celoten večer so vsi hodili k njej in se pogovarjali samo še o tem. Ko sem ji kasneje rekla, da me je prizadela, je rekla, da sem egoistična. Tudi najna mama se je strinjala z njo in rekla, da pretiravam. Sem res sebična, ker sem hotela en dan zase. Ej, ne, ni sebična, da sam to najprej povem. To je toliko slabo. Pa ta Nina mami po mojem, ne zna se postaviti v kožo, pač ni. Tako ona zdaj se vesela je verjetno, ker bo babica in ona zdaj samo o tem razmišlja, kako ona babica, končno bo babica, bla, 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 prav že vidim jo, tako vizualiziram jo. In pač ne razmišlja o tem, ne, da je bil to dan njene hčerke. Mislim, ne vem, kako lahko. A veš kaj, jaz sem Kako naj dobila rečem? tako full feeling, kakor da oni to starejšo hčerko favoritizirajo v tej familiji. Ja. In pa se tako malo Definitivno. vprašam, če bi bila recimo obratna situacija, da bi se ta starejša hčerka poročila in mlajša bi bila noseča, a bi bilo mami prav, če bi ona to povedala na njeni poroki, a ne? A bi se Ja. strinjala s tem. Tukaj se mi zdi, da gre mogoče bolj za nek favoritizem, Ja. če sem čisto iskrena. Ja. Ja, ampak se tudi meni to ne zdi prav. Mislim, tako, že če ti nekdo izrazi željo, da si tega na svoji poroki ne želi in da ti tega ne upoštevaš in greš vse to narediti, se mi zdi. Pa poroka je malo res tako, ne. ena taka stvar, ki se ti načeloma zgodi enkrat v življenju, a ne? Ja. Če pač je Je vse po sreči. Ja, in je pač en tak poseben dan. No. Mislim, jaz zdaj nikoli nisem ful neki romantizirala porok, če sem iskrena, zato ker pač niti sama ne vem, če bi se hotela poročiti. Okay. Sam tako se mi pa zdi zelo, ne vem, pa če si to nekdo res želi, pač pa večina žensk se mi zdi, da si to, da to res sanjajo o tem dnevu tako kar nekaj časa, pa tako naprej, da so res one tiste princeske na tisti dan, pa da se svet vrti okoli njih, kar je edino prav, pač ja, to je tvoj dan. Ja. Tudi pismo poroka, tudi ni tako, finančni zalogaj, konc koncev tudi ful, enega truda je vloženega v to, če tako pomisliš, ti se s tem psihiraš več mesecev, zato da ti pol tako en tam preusmeri pozornost na se, pa tako, kot je ona rekla, pa je že cel življenje med njima tako, a ne, da je ona tista, pač ta njena starejša sestra je tista, ki je skozi. V centru pozornosti. Ja, in da je ona hotela v bistvu sebično, samo, pa se ni zares sebično, ampak samo en dan je hotela imeti, da je pač ona tista ta Zase. glavna. Ja, točno Ja. to. Drugače me zanima, ne, tukaj glede porok je bilo zmeri ful velik dilem. Se pravi, ena dilema je bila to, a je okej, da recimo neka gostja oziroma gost na poroki nos belo. Isto kot nevesta. Ja. Pol druga dilema je bila ta, če je okej, da recimo nekdo drug zaroči osebo na poroki od enega drugega, ali pa da ne vem, naznan, da neko nosečnost ali kakorkoli. In to je bila, se mi zdi, zmeraj večna dilema, ker itak okej, večina ljudi se s tem ni strinjala, so bili pa ljudje, ki jim je bilo to okej. Tako da me zanima, kaj se pa tebi zdi? To je pa stvar dogovora, a ne? Pač prav je,
a ne, da se ti pozanimaš pri osebi, ki se je likar poročila, a bi bilo kul, da pač ti na tak način preusmeriš pač pozornost nase v bistvu. Tako. Ker ja, enim je kul, ker verjetno hočejo v bistvu tako, pač koliko enih srečnih, lepih novic bomo na ta dan, a ne, koliko je poseben to dan, veš, ko še bolj poseben ga to naredi v bistvu na nek način. Enim pa pač ni prav in jaz mislim, da jaz, če bi se kadarkoli poročila, bi verjeten bila ena tistih ljudi, ki bi hodila, da je to res sam Tvoj zame, dan. da je to moj dan, ja. Ja. Ne bi hodila, da se te druge stvari tudi deli na moji poroki. S tem, da tudi, če bi bila pa v obratni situaciji, pa da bi mene, na primer, moj fant zaprosil na poroki nekoga drugega, bi bila tako, what the fuck, bitch. Pač tako, a veš, kaj hočem? Jaz hočem, da je tudi, da nekdo zaprosi, da je nek trenutek za vaju dva, ne? Zakaj me hoče zaprositi na poroki nekoga drugega? Meni to sem čuden, če sem iskrena, ne vem, pač, le to je osebna preferenca, pač ne vem, meni je to čuden. Pa tudi iskreno, tudi sama svojega vidika, če bi bila noseča, ne bi hodila tudi tega povedati na poroki nekoga drugega. Veš, kaj mislim, pač, ker tudi z tega vidika, pač, zakaj ne bi hodila tudi jaz deliti tega dneva z nekom? A veš, kaj ti hočem povedati? Ja, Tudi ja, tako. razumem, Zakaj bi hotel? Pač ja, ta je rekla, zato ker bojo kao itak vsi zbrani in je kao mogoče logistično najlažje ali kakorkoli že. Sam, ne vem. Da jih ne moreš pol, ne vem, naslednji teden na kosilu zbrati Ja. družinskemu v nedeljo recimo. pa jim Nekaj to bi se že povedati, dal, a ne. če hočeš imeti na kupu, če ne pa pač lej, pač vsakmu posebej poveš tudi. Je res Ja, važno ja. tudi, da jim tam na kupu poveš. Ja, Zakaj je to tako manj? Jaz se tukaj strinjam s tabo. Ne? Jaz zdaj, če je pač to nevesti in ženinu ok, pa da se one dva strinjata s tem, pač Ja. v redu, ok. Jaz tudi osebno tega ne bi naredila. Meni je tako, mislim, za roka, jaz sem itak že tak tip človeka, ki sem skozi govorila, da se želim zaročiti nekje na samem, nočem, da je tako veliko ljudi tam. In sem tudi se, ob Nadiži sva se zaročila in sem bila čisto sama tam. Tako da meni je to top. Kar se tiče nosečnosti in tega, mi je tudi tako mal. Ne vem, ne zdi se mi, da je to glih primeren trenutek in kraj Ja. za nekaj tacga. No. Ja. Ne vem, tudi mogoče bi se jaz malo neprijetno počutila, razumeš, tam nevesta in ženin in pol jaz ne vem, potrkam na kozarec. In Ja, sem tako, saj zdaj pa to." sam da vsem povem, jaz sem pa noseča. Ja. Mislim, Ja. meni bi bilo to tako, res me, ne vem. Mislim, ne, vem, saj predstavljam si, da vzdušje je kar kul, veš, porokajo, vsi so veseli, tak pozitiven dan je, a veš, in pol tako še ti kar neko tako lepo novico dodaš in je sam še bolj cute, a veš, kaj mislim, tako, I guess, nekako si tako predstavljam. Sam, ne vem, Ne, jaz meni Pač- to ni no. to je stvar osebne Ne. preference. In to vprašanje na koncu, če je zdaj res ona egoistična, oziroma če si res ti egoistična, absolutno bi rekla, Ne. da ne. Egoistična je bila tukaj tvoja starejša sestra, ker da ti ne more privoščiti niti enega dneva, da ga imaš dejansko zase in da je pač pozornost preusmerjena na te. Ja. S tem, Se da mi zdi tukaj zares ne vem, kaj bi sploh lahko naredila. Pač ti si njej dala jasno vedeti, se mi zdi, da si tudi lepo razložila mogoče in svoji mamici in svoji sestri, pač zakaj ti to ni kul, če sem prav dojela. Ja. In še kar ne dojemate, jaz mislim, da je to ena stvar, oni da ste se odločili, da pač tega ne razumete, da se s tem ne strinjate in tako bo. In se mi zdi, da lej, brez veze, da se sploh treba iti naprej z lifeom. Pač zdaj je, kar je, veš, kaj mislim, zdaj se je zgodil tudi, ne vem. Pa sej bedno, ne? Saj v Ja, resnici bedno je. Ja. Um, Ampak je pa prav, da se ti sama pri sebi zavedaš, da nisi ti zares nič narobe naredila. Absolutno ne. Tako da ja, to je bilo to. To je bila v bistvu zdaj uvodna zgodbica, zato ker se približujemo tudi mesecu oziroma mesecem porok, no, tem poletnim. Ja. Tako da, če slučajno gre kdo od vas na kakšno poroko, boh ne dej, da se tam zaročite ali pa ne vem, Ali pa, navčate kaj. kaj sem pa zadnjič videla, pač Kaj? ten TikTok sem videla od ene punce, ki gre zdaj v Mehiko na poroko, Okej. ampak tam v Mehiki, lih v tem mestu, se zdaj ful neki streljajo, eni mafijaši, ali ne vem kaj, in A je ful nevarno za iti. karteli so. Ja, ne, ko so karteli. ubili tega tipa. Ja, in ona gre pa lih tja, pa pač vse je plačan, pa pač poroka je in... Ja, sej Good times, to lahko pač zdaj rečem isto, a ne kot zdaj, ko je ta vojna z Iranom. Oziroma, Ja. zdaj ta epizoda bo objavljena aprila, tako da ne vem, kaj bo do aprila. Ja. Ampak trenutne razmere so kar slabe, jaz grem pa v Ameriko. Vojna je zdaj med Ameriko in Ja, Iranom. sej midva sva pa tudi rezervirala Midva Egipt. sta pa Egipta, ne? Egipt sicer ni upleten, ampak pač je zaveznik ZDA. Sem sicer googlala, ZDA nima nobenih oporišč, a ne Iran pač njihovo oporišče bombardira. Sam še vseeno, ne, pač nikoli ne veš. Ja. Še vseeno je ful blizu, ampak fora je, da sem se malo pozanimala in pač midva imava uno zavarovanje, sicer da lahko skenslam, ampak to je tako, če predložiš neka zdravniška potrdila, pa to ni tako, a veš. No, sam če bomo mi dobili, ne vem, kakršna koli. Ne, to je drugače. Da ni varno. To je a ne, drugače, to bo pol- pa agencija sama skenslala. Ja, ja. A veš, kaj mislim. Ampak načeloma pa, ja, slabo Ja, kaže. ni glih najbolj fajno. Jaz tudi zdaj razmišljam, ker pač Pavel, moj fant, si bo kupil zdaj karto za Ameriko, da pač pride konc junija k meni. In jaz zdaj letim čez Istanbul, zdaj pa ne vem, kontam,
da bi mogoče on vzel karto čez Amsterdam. A veš, sej Turčija zaenkrat tudi ni v nič upletena, ampak kot sva rekli, ne, nikoli ne veš, pa vse je pač soseda Irana, tako da mogoče bo treba se zdaj malo bolj logistično zorganizirati. No. Ja, pač to so ful strašljive stvari. Jaz mislim, da smo mi tudi malo ratali neutralni glede teh stvari. Ko se mi zdi, da tako konstantno poročajo o teh nekih vojnah, pa bombardiranih, pa med Ukrajino pa Rusijo, recimo situacija že ful dolg časa traja. In mi smo kar ratali že na nek način navajeni, da se to pač pri sosedih kar dogaja. In pa, kad ti zveš, da se recimo zdaj to dogaja med Iranom pa ZDA, tega kar zares ne procesiraš. Ti si tako, ja, okej, pač sem še ena. A veš, kaj mislim, pač ja, je strašno, sam ne vem, jaz tega sploh ne ponotranim zares. Tako ne znam pojasniti, tako. Še kar. A veš, kaj je, pač ljudje smo taki, to se meni zdi. Pač dokler se nekaj ne zgodi dejansko pred našim domačim pragom, nas to ne bo skrbel. A veš, briga nas, kaj se v super sosedih ampak še vse, ZDA je big deal, to ni kar tako, a ne? A veš, kaj mislim? Ne, ampak a veš, tudi fora je, da ko smo zvedeli za Ukrajino pa Rusijo, jaz pa sem zaznala, jaz sem bila panična, ko sem to slišala, pač ker še vse je to ful blizu, a ne? In me je, ampak fora je pa, da zdaj že to toliko dolg časa traja, da pač smo ratali neutralni na to. Pač to je ratali nekaj normalnega na nek način, ker tudi mediji to konstantno napihujejo, da je to postal del vsakdana, kar ful ni cool, da je postal del vsakdana, ne? Ja, ne, jaz se pa, ne, da se jaz nisem s tem nikoli obremenjevala, jaz vem, da pač to sigurno ekonomsko, gospodarsko pač bo vplivalo na nas, oziroma že vpliva na nas, tega se zavedam, ampak še vedno se mi pa ne zdi, da je to neka taka grožnja, da, a veš, je lahko zdaj tudi Evropa prav neposredno upletena v ta konflikt, pa da se tudi tukaj začnejo dogajati neke vojne, ne. In pol enostavno te ne skrbi toliko, če se nekaj ne dogaja prav specifično pri tebi v tvoji državi, a ne. Ampak ja, zdaj mi je samo smešno, ker se pravi, mi da to toliko zgodaj, mislim, mi da to zdaj snemajo marca. In predstavljaj si, da bo to objavljeno aprila in da bo pa tako Evropa v vojni. Dej ne, no. Ne, sej grozen, ampak a veš, ne govor tega. Pa se bom prav počutila neumno, da bomo dali to ven. Dvomim, da bo sploh dali ven to, ker No, pač ja. verjetno na niti Dvomim, da nas vse ven. Itak, pustimo vojne. Imam zelo dobrega prijatelja, s katerim hodva skup na podobne aktivnosti. Pred nekaj leti pa sem ugotovila, da sem zaljubljena v njega. Sprva sem mislila, da je to samo neka kratkotrajna zaljubljenost, a sem še vedno zaljubljena. Poleti se je moj brat poročil z njegovo sestro in na poroki sva se družila in malo pogovarjala, kot pač prijatelji počnemo. Takrat sem čutila, kot da sva obtičala v friendzoni in ne morva ven. Ne vem, kako naj mu povem, da sem zaljubljena v njega, ker nočem uničiti najinega prijateljstva. Hvala, če boste pokomentirali. Ok, se pravi, govorimo o punci, ki je v srednji šoli, ne? Zdaj jaz en nasvet, ki ti ga lahko dam, je to, da je life čist prekratek, da overthinkaš take stvari in da ne narediš tega naslednjega koraka. Kaj se lahko zgodi v najslabšem primeru? Ti reče, sorry, pač ti pa meni nisi všeč, a sva lahko samo prijatelja in to je to. Pač ostaneta prijatelja, če je tebi to kul. Ti se pa lahko zdaj še ne vem koliko let sekiraš, psihiraš, joj, a ne mu kaj rečem, ne, in vsa ta čustva zadržuješ v sebi, kar pa tudi ni okej. Tako da v najslabšem primeru vse, kar reče, lahko ne. Ja, s tem, da, mislim, da obstaja tudi slabši primer, pač moram biti realna, to je moje mnenje, Okej. da pač, če mu ona to pove, da lahko njuno prijateljstvo rata malo nerodno. A veš, ne bo več isto, ne bo več toliko sproščeno, zato ker bo on se zavedal, pač jaz sem ji všeč na ta način, bla, 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 in pa bo tako malo čuden, ampak jaz mislim, da s časoma lahko tudi prebrodita to in da Tako pride je. na to točko, kakor je bilo prej, če je to res pravo prijateljstvo. Tako. Da mogoče bo nekaj časa tako, tega se je treba zavedati, nažalost, ampak po drugi strani pa, a veš, a ni še vseeno vredno na koncu, ker ti se več kot očitno ful obremenjuješ, sekiraš se, hudo ti je na nek način in a ni pač bolj, da daš to iz sebe ven in da je Lažje se boš počutila. ja, in tudi lažje boš pol šla naprej s svojim življenjem, če se izkaže, da pač to ni to, kar se tiče njega. Točno to je, da zdaj ne hrepeniš še ne vem koliko let samo po njem Ja. in pač drugih fantov okoli sebe sploh ne vidiš, pa lahko da je zraven tebe en, ki si mu pa ti ful všeč in bi bil recimo on ful rad s tabo. Ampak mislim, da tukaj kar lahko res rečem in to sem že pri teh letih, pa jaz zdaj nočem izpadati kakšna ena starešina, ker nisem, 25 res ni veliko in tudi 28 ne. Thanks, ja, hvala, da si to omenila, ja, mislim, sem čakala na to, ne, ampak. 30 skoraj. No, Maša, ko si 30, a veš, kaj ti delala? Veš, kaj ti delala, sam na mojo povem. žurko boš prišla za 30. Ej, fucking disala te bom toliko, da glava peče. Ampak, res. ker bom jaz 30, boš ti že koliko? 33. Ok, da ne bomo zašli. V glavnem, mislim, da starejši, ki si, bolj dojameš, koliko je life kratek Ja. in koliko
koliko je škoda, da nekih stvari, ki te recimo, ne vem, ali mučijo, žrejo, ali si jih želiš, da pač ne poveš takoj. Recimo, zdaj ne vem, kaj si ti že kaj doživela v življenju, ne? Sam pač recimo, meni na primer je oči umrl že, ne? In pola veš, sploh, ko se ti kaj takega zgodi, jaz sem dejansko, ko se mi to zgodilo, sem mogoče šele malo bolj začela razmišljati o tem, kako je življenje kratko. Zmer sem se tega zavedala, sam ka pa pol nekoga tako zgubiš, pote pa še bolj udar in pol začneš tudi o takih stvarih, ja, kot je naprimer nek random crush, začneš malo bolj globoko razmišljati, ne? Ker pismo nikoli ne veš, jutri lahko greš čez cesto, pa te en traktor povoz. Pač dobesedno to se ti lahko zgodi, ja. Tako da sam itak ti ne razmišljaš tako, ti nikoli ne pomisliš, da bi se pa tebi lahko kaj zgodilo ali pa da bi lahko tej osebi se kaj zgodilo, ampak se lahko. In ko začneš, ko to malo bolj ponotraniš, boš mogoče začela malo drugače gledati na stvari in boš bolj pogumna. Pa tudi tako nasplošno, ne, se mi zdi, pismo, škoda je. A veš, jaz recimo pri sebi vidim, kar se tiče potovanja, ne. Ja. Jaz si ful želim potovati, pa ne vem, ker, a veš, si rečem, ne, pa zdaj moram še to narediti, pa službo imam, pa dej ne morem, bom šla naslednje leto in pol to kar predstavljam, pa boš pa takole 50 ali pa ne vem, 70 recimo, ne, pa se mi pa res ne bo dal napotovati. A veš, tako, škoda je, no. Točno to. In sej takrat, veš, ko si mi razlagala glede Amerike, bi šla, ali ne? Sej, po mojem, da smo imeli neko tako Ista podobno debata, debato, ja. ne? Ja. In evo, Maša gre zdaj v Ameriko in sicer malo te skrbi, kakor vem, malo si nervozna, ampak a veš, jaz mislim, da na koncu, ko boš to dala skozi, pa to ali bo dobro ali slabo, boš na to gledala z nekimi lepimi Ja, pač kot občutki. neka izkušnja. taka, Kakorkoli ne. obrneš, bo win-win na koncu, čeprav te zdaj skrbi. Ja, ne, razumem. Tako da tukaj se jaz absolutno strinjam z Nino in mislim, da bi mu mogla povedati. Ja. Pa tudi to mogoče na svet, ne, če se pač izkaže, da on ne čuti tako kot ti, mogoče bi bilo še vseeno dobro zate, za tvoje mentalno zdravje ali kakorkoli že, da maybe malo distance med vama ustvariš. Vsaj na začetku. Ja, vsaj na mogoče. začetku, tako da tudi ti lažje mogoče greš čez to, ker se mi zdi še vseeno, veš, da pa če si se ti nekako zaljubila vanga, medtem ko je on tvoj friend, a veš, če se boste še naprej tako družila, če boste še naprej konstantno v stiku, da bo zelo težko iti mogoče naprej, a ne? Ja, to se Pač strinjam, težko ga ja. bo pozabiti. Definitivno pa mislim, no, tako kot smo že rekli, da je fajn, da to čim prej razčistiš, razdelaš, ker zdaj si tako v nekem takem oblaku negotovosti, se mi zdi. Ja. In res v resnici pač ne moreš iti naprej, ne moreš spoznavati drugih ljudi. To te malo, se mi zdi, da tako drži nazaj. No? Zato je mislim, da fajn, da čim prej razčistiš, vidiš točno, na čem si, in pol pač iz tam naprej guraš dalje. Tako. In drugače. Ja. Ja, tako da to bi bil. Pa da najin javi svet. nama, no, kaj se zgodi, pa če mu boš povedala, če si mu povedala, kako Tako je je. reagiral, kakšna je Kako situacija. bo Prav zanima me, kako se bo končalo tole. razpletel mene. Ja. Tudi, ja. Okay, zdaj pa še ena zgodbica. Ta je pa tako ful drugačna. Ta je pa čisto eno kontrasmer, tako da ja, današnja epizoda več kot očitno nima neke rdeče niti, Okej. ampak pač sam vaše izkušnje. Aha, a to je ta paranormalna, ki smo jo videli. Ja, ta je paranormalna. Paranormalne imava. Okay. Vse se je začelo lansko leto, ko sem sanjala, da mi je babica prišla povedati, da je moj dedek uživel samo zato, da bi me še enkrat videl. Isti vikend smo šli tudi v bolnišnico k dedku, saj je bil zelo bolan. Svoje sanje sem ignorirala in nisem hotela niti razmišljati o njih, samo upala sem, da se dedku ne bo zgodilo nič hudega. Po dnevu, ko smo ga obiskali v bolnici, sem ponovno sanjala o njem. Tokrat sem sanjala, da je umrl. V sanjah je prišel iz nebes kot angel, da bi me obiskal. Pogovarjala so se, nato pa me je kar naenkrat zbudila mama in mi povedala, da dedka ni več, da nas je zapustil. Bila sem v šoku, ker sem imela občutek, kot da sem se še minuto prej pogovarjala z njim, in že zdaj, ko je od tega minilo že 1 leto, težko verjamem, da so mi sanje vse to poskušale sporočiti. Tebe je že tako skrbel za dedka. A veš kaj mislim, bil je v bolnici, bil je v slabem zdravstvenem stanju in kdaj podzavest zna na nas vplivati na načine, a veš, ti to pač sanjaš, ker te že tako to skrbi, že tako to dela anksiozno in pač pomisliš na to, da Na bi se to, mu ja. lahko zgodilo in pol tudi v sanji se to pretvori in pol se pač ja res zgodi, ker je bil itak tako v bolnici, ne? Tako da možno, da je to, ampak je pa res, da midve z Mašo imava v bistvu tudi že same izkušnje, da naju nič ni skrbeli za najine bližnje, ker pač nisva vedela, da je karkoli zares narobe, pa so pol še vsem zares umrli, ne? In pač to pa lahko, da je kar ti nadaljuje. Lahko, da ti v bistvu, meni se je recimo zgodilo, da sem že nekaj let nazaj, no, sanjala, da je nekdo v naši družini umrl za rakom. Ja. In potem sem mislim, da ne dolgo potem, 2-3 tedne, zvedla, da ima moj dedi raka, ki je potem kasneje, no, čez leto pa pol, tudi umrl.
Ampak ja, pa jaz nisem imela prej, noben v naši družini ni imel raka, oziroma vsaj ne, da se jaz spomnim, nisem imela nobenih izkušenj s tem, ne, nisem dejansko tega izkusila na lastne oči. Ne. Ja. In to je bilo kar res, nisem sanjala specifično, kdo je bil to, dedi, mami, kdorkoli, ampak pač, da je izbolel za rakom in umrl. Ja. Tako da evo, meni se je recimo tudi to zgodilo. Ti vem, da si imela tudi eno tako izkušnjo, mislim, da z očijem. Ja, prvenilo pa z očijem, pač tudi tako, nisem vedela, da je karkoli zares narobe in nisem nič o tem razmišljala pred tem, nisem imela nobenih čudnih sanj že pred tem. Pri meni v bistvu niso bile niti sanje, pri meni je bila fora, da sem v kuhinji sem nekaj delala in sem začutila, kot da me nekdo gleda pri vratih, tako s par metrov stran oddaljena vrata, tako da kot nekdo tam stoji pa da me gleda, prav tako specifično, da nekdo stoji pa da me gleda. In vem, da sem kurjo pot dobila, tako malo me izmrazil, malo sem bila tako prestrašena in sem nož v bistvu zagrabila, ker sem hotela iti do vrat pogledati, a je nekdo tam, a veš, je nekdo prišel v hišo, ne? In sem šla, až toliko sem bila prepričana, da je nekdo tam, tako prav noro, nikoli nisem bila, a veš, veš, daj, ko si sam doma, saj znaš biti, daj malo paranoičen. Ampak to je bilo prav, da je res en tam in sem šla tja in odprem vrata in pač ni bilo nobenega tam, ampak sem pa kuj, ko sem se približala vratom, pa ko sem jih odprla, sem na oči pomislila. Tako prav on mi je stopil v glavo, specifično njegova podoba on, noben drug. In sem tako, pismo, da bi ga mogla poklicati ali nekaj, tako prav to sem si mislila, ampak ga pa nisem kuj v tistem trenutku klicala, pač ukvarjala sem se naprej, ker sem, torej pomivala sem posodo in pol imela sem opravila in pa sem tako par ur, ali mislim še celo kakšno uro kasneje, tako ne toliko kasneje, sem zvedela, ja, da je umrl. Tako da, jaz sem pač povedala to zgodbo, torej kako sem čutila pa to, kaj je bilo. In ja, zdaj pa jaz se ti odzvi na to. Ja, no, mislim, meni je tudi tako, recimo zdaj, ko mi je januarja še en dedi umrl, ne, pa se mi je zgodil 1-2 tedna po temu, prej ga nisem nikoli sanjala, ne. Pa sem pa imela ene sanje, tako kakor da se je dejansko v sanjah prišel posloviti od mene. Ampak tako prav, a veš, ni bilo samo ono, tako, kaj vidim zdaj, ne vem, njegovo silhueto ali pa njegov obraz, prav začutila sem ga. Ne znam ti povedati, a veš, začutila sem ta topo objem, začutila sem, ne vem, ne znam ti povedati, ne, sicer da je spet, ne, to je lahko pač psiha, ne, glede na to, da pač sem vedela, da je umrl, ampak ja, tako mi je... Mislim, vedela si, da je boven. Ne, to je bilo že potem, ko je on umrl. A ja, ok. Ja, se pravi, v bistvu mi smo imeli že pogreb in vse, ne, pač je umrl. In pa sem ga 1-2 tedna po temu, no, kakor da se je pač res prišel posloviti. No, ampak sej, a veš, zanimivo je bilo tako, ker sem ga res čutila. Veš, ni bilo samo tako, no, dedi, zdaj te pa še zadnjič videla, ampak tako niso bile kot neke običajne sanje. Ne, pač prav tisto objem je bil tak topu, no, ne znam ti povedati. Razumem, ja. Tako da jaz želim verjeti, da je nekaj na tem, pa da se v bistvu te duše ali kakorkoli že res pridejo od nas posloviti. Pa tudi moja mami je za svoje starše oba isto. Moja mami ful ima dober šesti čut ima, bi lahko temu rekla. Ne? Ona je zmeraj nekako vedela, da je kaj narobe. Tudi, ker so bili eni problemi z mojo sestro, je tako kar čutila, da je nekaj narobe, pa smo vsi mislili, da malo pretirava, ampak pol je bilo res nekaj narobe, pa isto glede svojih staršev, tudi je nekaj sanjala, pa sta pa res umrla. Tako da, ja. Ja, a veš, da jaz sem isto ena družinska prijateljica, no, gospa, ima pa ful dobro isto razvita šesti čut. In ona je pa prav enkrat, mislim, da je sanjala, da je nekaj narobe z njeno sosedo. S tem, da ona ni imela zdaj neki ful odnosa s to sosedo, da bi se skozi družila neki, ampak sred noči se je zbudila in rekla, z njo nekaj ni v redu. In sta šla s tem njenim možem, mislim, da skupaj do njene bajte, je imela odprta vrata, odklenjena in je ležala ta starejša gospa tam na tleh. Wow. Sta poklicala rešilca, mislim, da na koncu ni bilo nič narobe, no, so jo uspeli rešiti. Ampak ja, sred noči se je zbudila in rekla, nekaj ni v redu. Jaz čutim, da nekaj ni v redu. S sosedo, random sosedo, s katero nima nobene povezave. A veš, pa ni bila tako nek družinski član. Pač pojasnim to, poznaš, ja. A razumeš? Pač jaz mislim že tako mislim, zdaj se nava v znanost spuščali, ampak tudi naši možgani, kolikor jaz vem, naši možgani imajo ful enih delov neraziskanih, ki jih mi v bistvu sploh še ne razumemo pa to, ne? Tako da, pismo, kaj pa veš, na koncu bo maybe telepatija mogočna, samo da pač ta del naših možganov še kar spi. Ja, moramo nekako zbuditi. Mislim, a si gledala ta film Lucy? Ja, znano mi je. Ta bejba, ki mislim, da uporablja na koncu 100% možganov, neko tabletko vzame in pač začne postopoma uporabljati večji in večji procent možganov. In potem na koncu v bistvu ona se že lahko, mislim, da teleportira, lahko stvari premika, lahko se telepatsko poveže z radijem in tem. In pač dejansko, ker uporablja celotno kapaciteto. Ful je dober film, pač res tako priporočam vsem. No, ko smo lih pri tem čisto najbolj random stvar na svetu, ampak jaz sem zdaj na radiju, se pravi ob sobotah in nedeljah priporočam filme in serije tudi, tako da me morate spremljati, ker
ko iščeš filme pa serije, rabiš, da je tako več ur, da najdeš nekaj primernega, zato da pol 1 uro gledaš. Ja, In to je res, rabiš to je res. nekoga, da ti svetuje. In jaz sem toliko tega že pogledala, jaz se ful poglobim v te stvari, dejansko raziščem in imam zelo kvalitetna priporočila. Sam Tako povem. da, če rabite, sploh zdaj Ja. čez poletne mesece, a ne? Ja. Evo, priporočila za... Priklopite se na Radio filme, serije. 1, sobota in nedelja. Sobota popovdne in nedelja dopoldne. Dopoldne. Sam povem. Okay. Iskreno si ful želim, da bi dobila nek dokaz, da obstaja še Prav ono dokaz, stransko. dokaz, ja, to Ja, bi jaz bilo hudo. rabim prav dokaz, ne, zaradi tega, ker mene, pa se itak vem, da nisem edina, me je mal strah smrti. Ni me strah umreti v smislu, ok, v bolečine, pa to, bolj me je strah tega neznanega, ker ne vem, kaj pol bo. In to, da zdaj jaz kar naenkrat umrem in da je to tako, kot da bi imela neke, kot da bi spala brez sanj, Ja. mi je grozen. Pač ni te Tako več. grozen mi je. Meni je grozna ideja, da te pol kar ni več, da kar Ja. zgineš in to je to. In pa veš, evo, še en dodaten opomnik, zakaj ni važ, zakaj moraš povedati svojemu krašu, da ti je všeč, zakaj moraš sam narediti stvari. Ker enkrat dobesedno te nav več na tej zemlji in noben se te nav bo žal. spomnil, razen tvoji resuni bližnji in pol tudi njih enkrat nav več in pol se te pa sploh nav noben spomnil in kaj, a ne? Ja. Pa tudi, Pa kada na smrtni posli si boš rekla, joj, zakaj sem mogla tismu krašu iz srednje šole Ja. reči, da mi je všeč, on je pa ne vem, meni nazaj rekel, da mu pač nisem. Tako. nikoli, ne, nikoli. Ne. Drugače, mene je pa pri tem najbolj strah, da nikoli nam videla več ljudi, ki jih imam rada. Torej, a Ej, veš, mene isto. ideja tako, ne vem, recimo, Ja. pač mojega očeta ni več in zdaj kar hva, nikoli več ga nam videla. A veš, tudi to, ko nekoga tako zgubiš, to je tista prva stvar, ki pomisliš, ko zdaj kar nikoli več me na avtom čakal, veš, ker me včasih čakal, nikoli več ga nam videla na balkonu, kjer je rad pač malo hengu pa gledal zvezde, a veš, kaj mislim, pač take stvari tako. Ker nikoli več nav tega, veš, nikoli več, ne vem, nikoli več se nav objel, nič. To je meni najbolj strašno. V bistvu ne gre se mi sploh toliko zame, bolj se mi gre za druge, za te moje ljudi, ki jih imam rada. Pa pač tudi tebe, ker nikoli več se ne videla enkrat. A veš tako, ali ni to skeri? Ja, pa še na drugih pokopališčih bo verjetno pokopani. Ti boš kle v Maša, Kranju. daj no, daj za mor še bolj. Ja, ne, mislim, zdaj pač razmišljam. Nama, zdaj, okay, Ne vem, preveč, zdaj pač preveč debatirava, Zdaj, ja. to je že tu mač, iskreno vsem dala ven, ker katalam to epizodo. Okay. Gremo na drugo zgodbo. Ok, naslednja. Uh, Ok, ta je pa v bistvu, to bom pa na pamet povedala, ker to mi je pa ena punca zaupala v živo. Pol je bila smešna zgodba, v bistvu bila sem, žurala sem zunaj in sem pač srečala to eno bejbo, ne vem, se veš, kako je, kapiješ, pa malo spoznavaš ljudi, pa tako, no. In me je prepoznala in je bila tako, o, ti si Buna, dejansko sem že poslušala kakšen vajen podcast in pa mi je začela malo razlagati eno zgodbo in sem ji pač rekla, pismo, da ja, bi lahko jaz to uporabljala v podcastu in je rekla, da lahko, tako da, evo, zdaj uporabljam. okay. In sicer, zdaj upam, da se spomnim točno tako, kaj je bilo, ampak ona se je dobivala z enim tipom, nekaj časa. In ona, kot je to razlagala, je bilo by the way ful smešen. Tako da drugač tip sploh ne zgleda dober, da sploh ni po njenem okusu, pa nič, sam pore, da ima to neko karizmo, ima to neko, te neke iskrce je bila med njima. In kljub temu, da so ji pač vse njene frendice govorile, pa kaj ti delaš z njim, kaj vidiš na njemu, na to foro, tudi kretenček je bil malo, a ne, in še to povrhu vsega, pač jim ni bilo jasno in ona je bila tako le, pač nekaj ima, nekaj mi všeč na njemu. Ja. In je ustrajala in pač se je tako zaljubila. Okay. No, on je imel pa tudi to eno bivšo, s katero je pač nekaj časa, tako kakšen mesec, preden je začel z njo, se je zuno rašil. Se pravi, bilo tako zelo sveže, ne? Okay. Ampak pač lej, je, kar ne ona naredi. In ona dela v enem salonu. In pride ta njegova bivša en dan tja, kot stranka. Okay. Ampak fore ni prišla samo zaradi nje. Ona je bila stranka tam že nekaj časa. A veš, ni zaradi nje, zdaj za nalož tja prišla. Ampak fore je, da tako pač tam je bila, se pravi, ta punca je bila tam svojo sodelavko. In ta bivša ni niti pozdravila, ni njene sodelavke, sam direkt je šla do nje, torej do te sedanje punce, in jo objela in je kao rekla, o, teb sem pa že toliko slišala, pa ne vem kaj, a ne? Okay. In je bila ona tako, ok, to je čudno, ne? In pač zakaj ignorira uno, zakaj ne vseh ne pozdrav, zakaj se sam z njo ukvarja. In pol je tako, ker, ne vem, med tem, ko pač so bile tam v salonu, pa ko so pač a ne, ko so delale, je ona tako na vsake toliko časa omenjala tega njega fanta, a ne? Okay. Ampak fora je, da ona dva nista javna bila s tem fantom, nista noben mu še dala vedeti, da sta skupaj to. Okay. No, in takrat od enkrat prbije, ja, no, sej naslednji teden greva pa mi do skup na morje, ali nekaj tazga reče, ne. Nekaj tako je bilo. In pa Luna reče, čak, a ne, a sta pač še kar skup, a ne, tako in Luna reče, ja, pač tako. In je ona v bistvu skozi ta pogovor dojela, da sta v bistvu ona dva še kar skup.
In fora je pa bila v tem, da pač ta, tudi mogoče ta bejba, kada je neki tako sumla za njo. Veš, ker drugače, zakaj bi konstantno njega omenjala, pa ne vem, neki so se pogovarjali o Red Bullu, ne vem, neki v foro na foro, da je Red Bull bolj od kave, ne vem kaj. In pol je ona rekla, ja, on pač ta tip, on to tudi misli, ja. Veš, ko pač kratko, konstantno ga je omenjala, tako otročje se je obnašala. S tem, da ta punca, ki mi je to razlagala, se pravi, taka je bila razočarana, ne tako stara tam mene, tako kot ti po moji neki tazga, 25, tako okoli 20. Ta ženska, ta njegova bivša oziroma ne bivša, je pa tako že čez 30, ne. In pač bi si tudi tako mislil, da je mogoče malo bolj neki, pa očitno ne. V glavnem, no ja. In pač mi je razlagala, kako je bilo tako bedo v bistvu v tistem trenutku, da ni pokazala sploh emocij. Veš, ona ji sploh ni dala vedeti zares. Pač v tistem trenutku se je počutila, kot da bi začela jokati, ampak se je dejansko zadržala, oddelala je in pa, ko je našla, se je pač končno malo, ne. In pa mu je pisala in mu je pač rekla, ne, kva je to, kva da fak, in je pa rekel, ja, v bistvu, nisem zares do konca čez njo zaključil, ne vem kaj. In je v bistvu se istočasno z obema videval in kao, z obema je bil istočasno skup. Čak, sam jaz. Ok, ampak najprej, ona ga je pol pustila, neverjetno. Ja, definitivno. Okay. Druga stvar pa ta bejba, njegova bivša, oziroma očitno ne njegova bivša, je vedela, da se ona dva dobivata. Glede na to, da je rekla, saj sem ful veliko slišala. Ne, ni vedela, ampak fora je, da ona dva s tem tipom sta bila tako že prej v prijateljskih odnosih ali neki, sta se tako razumela. Nekaj časa sta bila samo tako kao frenda, ne, preden sta karkoli imela. Pač in je mislila, da sta dejansko frenda. Ja. Sam verjeten, veš, to je ženski čut spet, ker nekaj veš, da nekaj je mogoče tam, sam ne veš kaj in pol. Pa mogoče hotela s tem na tak način kao markirati svoj teritorij, ne, da je ful o njem govorila, pa ful tako ne vem kaj, po mojem, da sam to. Zdaj, a bi tukaj krivila kjerokoli od teh dveh punc? Absolutno ne, kriv je tako kot zmeri moški, itak. Ja, mislim, oprosti. Jaz, kar bi na njunem mestu naredila, je definitivno to, da pač bi ga obe pustili. Pa naj se pač igra z enimi drugimi puncami, ker mislim, da itak ženske smo dosti inteligentna bitja. Dosti bolj kot moški, no, da bomo hitro ugotovili, kdaj nas nekdo pleja in mi je pač zaključili. ta punca, pač to je zdaj ta njena dilema, ne, da nadaljujem. Pač njena dilema je v bistvu tukaj, da ona tej baby ni pač povedala, da sta ona dva skup, ne. In ona se zdaj sprašuje, a bi ji mogla. Pač tako, a naika, ker fora je, da je ona tudi malo jezna na to žensko, ker se ji zdi, da takrat, ko je prišla v ta njen salon, da se je zelo nezrelo obnašala, ne, da je pač tako na tak način, basically, da jo je prcala v glavo na nek način. In pač se ji zdi tako, a bi res jaz mogla karkoli pač povedati zares, ja se jaz hočem sploh s tem ukvarjati, sam po drugi strani se ji pa zdi, če bi pač bila jaz v njeni koži, bi jaz hodila, da mi nekdo pove. No, evo, odgovor, pač tukaj imaš v bistvu svoj odgovor. No, mislim, da glih v prejšnji epizodi, ko sva se igrali to igrico sem nisem tudi jaz rekla, da se je meni nekaj takega zgodil in pač jaz sem takoj punci povedala. Ko sem pač zvedla, da se en fant igra in z mano in še z eno drugo punco istočasno, sem išla takoj povedati. Tako da, ja, jaz bi hotela vedeti. In če si ti tudi takega mnenja, da bi si to želela vedeti, pol, mislim, da imaš tukaj svoj odgovor in meni bi se pač zdel prav. Zdaj, kaj bo ta punca naredila, ne veš, pač lahko, da bo še vedno z njim, okej. Lahko, da je tudi taka, mislim, glede na to, kako je ona to meni razlagala, je maybe tudi taka malo smotana, na koncu bo še njo krivila. Veš, kaj mislim, bo jo njo tam napadla. Tudi imaš tudi take ženske, veš. Ja, mislim pač, to so neke ženske, ki imajo stvari razdeljene po glavi. To sem tudi že rekla, ne, če bi pač mene moj partner prevaril za eno drugo bejbo, meni ta druga bejba ni nič dolžna, ona nima nič z mano, pač meni je moj partner dolžen neke transparentnosti, iskrenosti, zvestobe in tako naprej. Ampak vsem, če bi ta punca vedela, da je zaseden, pa bi kljub temu, ne vem, skočila k njemu v poslo, bi bila tudi ona delno, mislim pa ne kriva, sam tako pač pokažeš, da res nimaš nič spoštovanja do samega sebe in do nobenega drugega okoli tebe. Ampak ja, jaz bi povedala, no. Pa kar se pa zgodi, spalej, ni več tvoja stvar. Pač ta punca, ki mi je to razlagala, je tudi rekla kao na foro, da se noče umešavati zares. Sam po drugi strani se mi pa zdi, ja, nisi že umešana. Si že umešana, si umešana, veš, pač tu. Mleta jajčka. Ja. Ja, ne, mislim, ne vem, kaj ne rečem, a ne. Ja. Ja, jaz bi pač povedala, mislim, lej, sej dolžna nisi, ampak tako, kot si rekla, jaz bi si želela v obratni situaciji, da bi mi nekdo povedal, tako da bod fair, ker lej, mogoče, boh nadej, če se ti pa še kdaj kaj takega zgodi, pa boš ti v obratni situaciji, boš tudi verjetno hvaležna, ne, pol. Cenila boš, ja, točno to. Pač postav se v njeno kožo, tako, kot si rekla. Tako da ja, to je to za to epizodo. Ja, tako je, mi dve zaključujeva in se vidimo naslednji mesec. Hvala, dragi, za vse zgodbe, ker še kar jih pošiljite, bomo predebatirali, koliko bova lahko. Pa ne pozabite subscribati, lajkati, followati, karkoli, vsaka interakcija zelo prav pride. Tako je. Lepo se majte. Čau. A ti to resno?